Dober dan vsem. Ponovno se srečamo na našem kratkem webinarju, kratkem srečanju. S strani seveda moje te založbe, Lexiaco založba. Moramo zopet reči, da smo izdali nov priročnik, in sicer priročnik, ki se veže na sklepanje pogodb. Priročnik je bil izdan že maja 2023, tako da je to pa že zadeva, vendar vseeno smo se odločili, da naredimo eno kratko predstavitev tega našega priročnika sklepanje pogodb. Zanimivost tega priročnika je v tem, da poleg seveda teh teoretičnih osnov predstav samih pravnih institutov v smislu obligacijskega prava, ima veliko primerov, in sicer tistih bazičnih primerov: oseba A, oseba daje osebi B, oseba B potem da v podnajem recimo osebi C, in kaj se zgodi seveda v pravno-formalnem smislu z vsemi temi podatki oziroma z vsemi temi elementi, ki se vežejo na pogodbeno razmerje oziroma ki se vežejo na sklepanje takšnih pogodb. Torej imamo v samem tem učbeniku oziroma v samem tem priročniku veliko primerov, tako da je tudi to ena dodana vrednost, kajti večina naših knjig je seveda teoretične narave, zelo malo knjig je v bistvu praktične narave, in ta priročnik sklepanje pogodb je predvsem orientiran bolj v prakso kot v samo teorijo. Pa da seveda začnemo z našo predstavitvijo tega priročnika. Priročnik je razdeljen na več delov. V prvem delu imamo seveda temeljne pojme pogodbenega prava, in sicer najprej označimo vrste pogodbenega razmerja, kaj je pravzaprav pogodbeno razmerje, potem kako pride do pogodb, kaj moramo seveda upoštevati pri sklepanju pogodb, potem kateri so elementi neveljavnosti pogodb, predvsem tukaj je poudarek na ničnosti in pa izpodbojnosti pogodbenega razmerja, potem kako se izvaja izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, na kaj morajo biti pazljivi tako upniki, na kaj morajo biti pazljivi tako dolžniki v samem upniško-dolžniškem razmerju. Potem seveda imamo spremembe upnika in dolžnika, tako spremembe na strani upnika cesija kot spremembe na strani dolžnika. Tukaj že vnaprej povem, pri dolžniku imamo 3 vrste sprememb, pri upniku pa samo eno vrsto sprememb. Potem zavarovanje pogodbenih obveznosti, zelo pomembna materija v samem pogodbenem pravu, predvsem kdaj uporabimo inštitute zavarovanja pogodbene obveznosti, katere inštitute uporabimo pri zavarovanju pogodbene obveznosti in kako delujejo ti inštituti. Na koncu vse preneha, tako kot življenje preneha, tudi seveda pogodbeno razmerje preneha, in sicer kaj so elementi pogodbenega razmerja pri prenehanju, katere vse inštitute prenehanja pogodbene obveznosti upoštevamo v tem našem pogodbenem pravu oziroma pri sklepanju pogodb. Če pa pride seveda do napak v izpolnjevanju obveznosti, pa seveda nastane odškodninska obveznost. Kateri elementi odškodninske obveznosti so veljavni oziroma pomembni za sklepanje pogodb oziroma za izvajanje pogodbenega razmerja in kako delujejo ti elementi odškodninske obveznosti. Tudi to je razloženo na samih primerih. Na koncu tega poglavja imamo še del, ki se veže na plačilni sistem, predvsem del, ki se veže na menice in ček, pa tudi seveda na dokumentarni akreditiv in pa dokumentarni inkaso, in pa nekaj besed tudi o vrednostnih papirjih, katere vrednostne papirje poznamo, kaj so pravzaprav vrednostni papirji in seveda kako delujejo ti vrednostni papirji kot neke vrste zavarovanje samega pogodbenega razmerja. To je, kar se tiče tega prvega dela našega priročnika. Drugi del našega priročnika pa je vezan na pogodbe. Najprej seveda obdelujemo pogodbe o odsvojitvi določene pravice ali določene stvari. Tukaj je prodajna pogodba kot ena od meritornih glavnih pogodb pogodbenega prava in pa sklepanja samega pogodbenega razmerja. Nadalje izhaja iz te prodajne pogodbe tudi darilna pogodba,
in pa seveda posojilna pogodba z kreditno oziroma z bančno kreditno pogodbo v tem kontekstu. Nadalje imamo pogodbe o uporabi, kadar ne odsvojimo lastninsko pravico na seveda nekem predmetu, ampak damo ta predmet v uporabo. Tukaj imamo posodbeno pogodbo, zakupno oziroma najemno mandatno pogodbo in pa seveda zastavno pogodbo oziroma zastavno pravico v samem sistemu sklepanja pogodbenih razmerij. In seveda nadalje imamo še tretji del teh pogodb, to so seveda pogodbe o storitvah, teh je seveda največ v samem sistemu obligacijskega prava. Najprej je tukaj seveda podjemna ali delovršna pogodba kot ena najpomembnejših pogodb o storitvah, potem je seveda tukaj posredniška pogodba, veže se predvsem recimo posredniška pogodba za zdaj zelo zanimivo materijo turističnih aranžmajev, recimo, da vas malo spomnim. Potem imamo seveda pogodbo o trgovskem zastopanju, komisijsko pogodbo, komisijska prodaja je to, v bistvu zavarovalna pogodba, zelo pomembna pogodba v samem sistemu, predvsem v sistemu gospodarsko-pravnih razmerij oziroma gospodarsko-pravnih poslov, pogodba o leasingu, faktoringu, kontroli blaga, potem je ena večja gradbena pogodba, ki je seveda verzija podjemne pogodbe z določenimi specialnimi inštituti, ki se vežejo na gradbena dela oziroma na izvajanje same gradnje. Nadalje je to shranjevalna pogodba, ki se tudi bistveno razlikuje od tako imenovane skladiščne pogodbe. Večji sistem pogodbenega razmerja je tudi v prevozu, tukaj moramo upoštevati prevozno pogodbo in pa seveda špeditersko pogodbo, ter seveda ena nadgradnja prevozne in špediterske pogodbe je logistična pogodba, to je tako imenovana sui generis pogodba. Logistična pogodba nima svojih elementov kot posamezna pogodba v sistemu obligacijskega zakonika, je pa, kot smo že prej rekli, sui generis pogodba, kar pomeni, da je potrebno v bistvu upoštevati pravila tako prevoznih pogodb, špediterskih pogodb in podjemnih pogodb in pa seveda kupoprodajnih oziroma prodajnih pogodb v sami logistični pogodbi. Torej, to je sedaj zaokrožena vsebina tega našega novega priročnika, ki je izšel pri naši založbi Lexiakov marca 2023. No, kot vedno pri takih predstavitvah teh naših priročnikov se spustimo v določeno materijo samega priročnika in naredimo res bistveno kratko predstavitev. Danes bom naredil predstavitev predvsem temeljnih načel pogodbenega prava, kajti iz teh temeljnih načel izhajajo pravzaprav vsi ostali pozitivno-pravni inštituti v samem sistemu obligacijskega prava oziroma v sistemu sklepanja pogodb. Torej, da bi seveda vedeli oziroma da bi lahko umestili to naše sklepanje pogodb oziroma naše pogodbe v sistem, je treba seveda malo zakoračiti v sam pravni red oziroma v sam ta pravni sistem in seveda postaviti vprašanje, kam pa spadajo te pogodbe v samem pravnem sistemu. V pravnem sistemu, kot smo že večkrat v teh naših predavanjih pa predstavitvah tudi povedali, imamo več vrst pravnih panog. Najpomembnejše pravne panoge oziroma najpomembnejši pravni panogi sta seveda javno pravo in pa zasebno pravo. Značilnost seveda javnega prava je, da na eni strani imamo posameznika, ki narekuje pravila igre. To je država oziroma državni aparat, državni organi, ki pripravljajo seveda pravne norme in te pravne norme so kogentnega značaja, kar pomeni, da posameznik se mora podrejati tem pravnim normam. Primer je recimo gradbena zakonodaja, najlepše je to predstaviti z samo gradbeno zakonodajo, ki se deli na prostorsko in pa tisto mini gradbeno zakonodajo. Če seveda želimo objekt umestiti v prostor, je potrebno seveda upoštevati pravila prostorske zakonodaje.
Zdaj ta pravila prostorske zakonodaje so zapisana v Zakonu o urejanju prostora in so kogentnega značaja. Kaj moramo narediti vse, da lahko sam objekt umestimo v prostor, je zapisano v tem zakonu. Torej ni tukaj odstopanj, da bi mi kot posamezniki, ki izvajamo gradnjo, seveda hoteli urediti to pravno razmerje, to javno pravno razmerje na nek drug način. Moramo seveda upoštevati to prostorsko zakonodajo. Na drugi strani potem imamo še gradbeno zakonodajo, ko smo že umestili objekt v sam prostor, nam seveda ta mini gradbena zakonodaja ali pa mikrogradbena zakonodaja pove v bistvu, katera vsa določila je potrebno upoštevati v gradbenem zakonu, predvsem pa, kaj moramo od dovoljenj, od mnenj, od projektnih pogojev, od seveda gradbenega dovoljenja do integralnega gradbenega dovoljenja, do uporabnega dovoljenja, kaj pravzaprav moramo upoštevati, da bi izpolnili vse pogoje javnopravnega značaja za umestitev oziroma za izvedbo neke določene gradnje na določenem prostoru. Torej, tukaj vidite v enem takšnem primeru, kaj pravzaprav zaobsega javno pravo in zakaj je pomembno javno pravo. Javno pravo je seveda pomembno v tem smislu zaradi tega, da se določi v bistvu, kaj je tisti element skupnega značaja oziroma kaj so tiste skupne potrebe, preko katerih ne smejo iti te individualne potrebe samih posameznikov. Kajti javno pravo, kot smo prej rekli, določa država, država pa je monopolizirana organizacija nekega fizičnega prisiljevanja z seveda pravnim redom, ki določa seveda pravila igre na določenem teritoriju. To je, kar se tiče javnega prava. Zdaj v zasebnem pravu pa imamo seveda dva enakopravna, ne enaka, ampak enakopravna posameznika. Na eni strani imamo posameznika ena, ki ima svoj individualni cilj, na drugi strani pa imamo posameznika dva, ki ima tudi svoj individualni cilj. Naročnik ima cilj, da seveda izvede neko oziroma da pridobi neko zgradbo oziroma da pridobi neko gradnjo, neki objekt, neko infrastrukturo, izvajalec pa da izvede to gradnjo in pa zgradi to infrastrukturo. To pomeni dva različna, dokaj različna cilja individualnega značaja. In zdaj seveda mora priti do teh dveh individualnih ciljev, do nekega prekrivanja, to pomeni do neke avtonomije, znanja, volje, interesa, tako enega kot drugega posameznika. Ko nastane avtonomija volj ene in druge pogodbene stranke, nastane seveda skupni cilj. Ta skupni cilj je element nekega družbenega razmerja med posameznikom ena in posameznikom dva, ki je pravno formalizirano, kar pomeni, da to družbeno razmerje v dejanskem stanju postane tudi pravno razmerje. To je seveda element zasebnopravne panoge oziroma zasebnopravne panoge v seveda pravnem sistemu. Torej, zdaj, če pogledamo, kaj pa je zdaj razlika med javnopravno panogo. Prej smo rekli, da pri javnopravni panogi imamo državo kot monopol fizičnega prisiljevanja. Pri zasebnopravni panogi pa imamo seveda dva enakopravna posameznika. In zdaj ta dva enakopravna posameznika sta tudi podvržena pravnim normam. In sicer pravnim normam obligacijskega zakonika, ki je alfa in omega za zasebnopravna razmerja. Zdaj, koliko pa sta ona dva podvržena temu obligacijskemu zakoniku? Kajti razmerja med posameznikom ena in posameznikom dva se določajo dispozitivno. Prej smo rekli, država določa neka pravila in posameznik se mora seveda prilagajati tem pravilom oziroma jih uskupiniti oziroma jih seveda prevzeti. Pri seveda zasebnem pravu pa ta dva posameznika sama določata pravila igre v nekem pravnem razmerju. Razen seveda s tem, da ne smeta kršiti pravil oziroma zakonitosti obligacijskega zakonika in pa seveda pravil, ki izhajajo iz ustave in vseh ostalih možnih panožnih zakonov.
Torej, v tem primeru imamo tukaj dispozitivno razmerje, kjer posameznik 1 in posameznik 2 lahko uredita to pravno razmerje tudi tako, kot želita, s tem, da seveda ne kršita ustave, zakonov in pa podzakonskih predpisov. V zasebnem pravu, če pogledamo, če smo že prej naredili primer v samem gradbeništvu oziroma v gradbeni stroki, imamo poleg seveda obligacijskega zakonika, ki na eni strani določa splošna pravila, na drugi strani pa določa posamezna pravila pri posameznih obligacijskih institutih, predvsem pri posameznih pogodbah, tudi posebne gradbene uzance, ki so tako imenovani posebni običaji v samem gradbeništvu in so tudi pomembni pri sami izvedbi predmeta gradnje oziroma predmeta pogodbe, in pa seveda pravila FIDIC, ki so tako imenovana soft law oziroma mehko pravo in se seveda upoštevajo v pravnem razmerju med posameznikom 1 in posameznikom 2, takrat, kadar seveda ta dva posameznika ta pravila implementirata v to svoje pravno razmerje. Torej, vidimo razliko med zasebnim in pa javnim pravom. In sedaj seveda odgovor na tisto naše prvo vprašanje, kam pa zdaj spadajo te pogodbe? Pogodbe spadajo v zasebno pravno materijo oziroma v zasebno pravno vsebino. To pomeni vsebino dispozitivnosti urejanja pogodbenih razmerij. Torej, kaj pa je zdaj predmet teh pogodbenih razmerij? Predmet pogodbenih razmerij je seveda neka izpolnitev, ki jo mora ena stranka izvesti, da bo druga stranka zadovoljna v samem pogodbenem razmerju in da se bo pogodbeno razmerje seveda zaključilo. Torej, če rečemo sedaj iz tistega, kar smo prej govorili, obveznostno razmerje je del civilnega razmerja oziroma civilno-pravnega, zasebno-pravnega razmerja, obsega jasno pravne norme za urejanje razmerij med dvema strankama. To ni nujno, da sta samo en subjekt, lahko je več subjektov na eni in drugi strani. Pomembno je seveda stanje oziroma razmerje med tema dvema skupinama ali pa s tema dvema strankama v tem obveznostnem razmerju. Torej, ena stranka je upravičena v tem razmerju terjati od druge stranke neko izpolnitev obveznosti, druga stranka pa je obvezna oziroma dolžna izvesti takšno izpolnitev. To je tako imenovana pogodba, se mora izvesti, v latinskem primeru pacta sunt servanda. Izpolnitev samih pogodbenih obveznosti je v tem, da ta druga stranka, prvi stranki, ta druga stranka je dolžnik, prva stranka je pa seveda upnik, nekaj stori, nekaj da, to pomeni pozitivna izpolnitev, ali pa da nekaj dopusti ali opusti negativna izpolnitev oziroma negativna obveznost. Torej, v tem primeru imamo 4 elemente izpolnitve, nekaj mora ta stranka dati, nekaj mora ta stranka storiti, nekaj narediti, oziroma nekaj mora ta stranka dopustiti, oziroma nekaj opustiti pač ne naredi v tem konkretnem razmerju. No, zdaj bomo pa počasi seveda šli na ta naša načela obligacijskega prava oziroma načela pogodbenega prava. Zakaj načela? Načela so že pomembna že iz samega značaja oziroma sistema samega pravnega reda. Načela v bistvu prevevajo celotno pravno panogo, prav tako pa so načela zelo pomemben člen, tam, kjer imamo seveda pravne praznine oziroma tam, kjer imamo sive lise v samem pravnem sistemu. V primeru teh sivih lis oziroma pravnih praznin mi seveda upoštevamo načela na nekem splošnem globalnem področju in ta načela je potrebno tudi upoštevati tako v izpolnitveni dobi, kot tudi v dobi sklepanja pogodb. Zdaj še nekaj besed mogoče, kar se tiče obligacijskega prava. Zelo pomembno je seveda upoštevati, da pri obligacijskem pravu imamo tako imenovano relativnostno oziroma relativno razmerje. Kaj zdaj pomeni to relativno razmerje?
To relativno razmerje pomeni, da učinkujejo ta pravila dispozitivnega prava samo med strankama pogodbenega razmerja, med upnikom in pa med dolžnikom. Zdaj en čist primer, kaj je zdaj relativno razmerje nasproti absolutnemu razmerju. Mi imamo na nekem stanovanju lastninsko pravico. Lastninska pravica je stvarna pravica, torej je absolutna pravica. Imamo absolutno razmerje na tem stanovanju, če smo seveda lastnik. Tretje osebe ne smejo vplivati na izvajanje naše lastninske pravice. Seveda zopet v obsegu, da z izvajanjem lastninske pravice ne kršimo ustave, javnega reda oziroma zakonov in podzakonskih predpisov. Zdaj pa, če mi to stanovanje damo v najemno razmerje, to pomeni, da sklenemo z najemnikom najemno pogodbo. To je pa seveda obligacijsko-pravni akt, to pomeni obligacijsko-pravno razmerje med najemnikom in pa nas najemodajalcem in v tem primeru nastane relativno razmerje. Vse, kar se veže na ta najem, je vezano na te dve stranki, to pomeni na najemodajalca in pa na najemojemalca oziroma najemnika. Tretje osebe v tem primeru nimajo nič z našim najemnim razmerjem, kar pomeni, da je seveda to razmerje relativnega značaja, deluje, učinkuje samo med strankami tega pogodbenega razmerja. Nasproti tretjim osebam pa smo mi še vedno tisti, ki imamo lastninsko pravico na stvari in vsa bremena, ki smo jih pridobili za to lastninsko pravico, bremenijo nas, ne bremenijo najemnika. Če pride seveda do recimo deložacije, zato ker smo mi naredili neko napako oziroma ker imamo na neki nepremičnini breme, to seveda ne sme biti v škodo samemu najemniku. Mi moramo razrešiti to zadevo z samim najemnikom, tako da najemnik ne trpi določene škode, kar pomeni, da v tem primeru bi morali seveda najti najemniku določeno drugo nadomestno stanovanje, če je to seveda zapisano v najemni pogodbi. Kajti to je relativno razmerje, najemna pogodba je relativno razmerje, absolutno razmerje smo pa mi nasproti vsem tretjim osebam, ker smo lastniki določene nepremičnine. To je prva zadeva. Druga zadeva, kar se tiče obveznostnih razmerij, je to, da je iztožljivo to obveznostno razmerje, kar pomeni, da je možno v primeru napak, v primeru škode naperiti odškodninski zahtevek, naperiti tudi tožbo v primeru kršenja obveznostnega razmerja, seveda v skladu z zastaralnimi roki. Nadalje, malo, če pogledamo sam sistem tega našega obligacijskega zakonika, že prej smo rekli, imamo splošni del in pa posebni del obligacijskega zakonika, v posebnem delu imamo pogodbe in sedaj je potrebno seveda te pogodbe, nekatere pogodbe so zapisane v tem obligacijskem zakoniku, nekatere pogodbe pa imajo svoje specialne predpise. Recimo takšni specialni predpisi so na področju transporta oziroma na področju prevoznih pogodb. Za vsako prevozno panogo, razen za logistično usmeritev oziroma za logistično panogo, imamo jasno prevozne pogodbe vezane na zakonodajo oziroma na specialne zakonske akte. Primer, recimo, železniško pogodbeno pravo je vezano na zakon o prevozu v železniškem prometu, cestno pogodbeno pravo je vezano na zakon o prevozu v cestnem prometu. Torej, specialni zakoni pridejo najprej v poštev, če nekaj ni urejeno v teh specialnih zakonih, je potrebno seveda to urediti v skladu z splošnim oziroma posebnim delom samega obligacijskega zakonika. Zdaj, kaj je še značilno za ta naš obligacijski zakonik, je to, da imamo pravzaprav monizem tega obligacijskega prava, kar pomeni, da so civilnopravne pogodbe, to pomeni pogodbe med fizičnimi osebami oziroma med združenji in pa fizičnimi osebami, skupaj združene z gospodarsko-pravnimi pogodbami oziroma gospodarsko-pravnimi posli.
Seveda v samem obligacijskem zakoniku, tako v splošnih oziroma v splošnem oziroma posebnem delu, je na določenih mestih jasno razmejeno, kaj se zgodi z gospodarsko-pravnimi sistemi oziroma z gospodarsko-pravnimi pogodbami. Kako urejamo ta segment. Vendar v globalu imamo pravzaprav monizem, nimamo dualizem, tako da bi imeli za eno področje, za področje fizičnih in pa civilno-pravnih oseb en zakonik, za področje recimo gospodarsko-pravnih poslov oziroma poslov z podjetji oziroma z trgovci pa bi imeli drugi zakonik. To je možno samo v tistih državah, kjer imajo to razdeljeno na en in na drugi del. Mogoče se kdo spomni, bilo je nekaj časa govora, da bi to tudi mi razdelili, tako da bi imeli za gospodarsko-pravne posle v bistvu tako imenovano lex mercatorio. Sicer to obstaja v svetu, vendar mi imamo tukaj monizem. Pa da ne bi preveč zalutali, po domače rečeno, v ta naš sistem obligacijskega prava, gremo sedaj na ta naša načela. Prvo načelo smo že predstavili v tistem slajdu, ko smo imeli razmerje med javnim in pa zasebnim pravom. To je seveda dispozitivna narava razmerij. To pomeni, posameznik 1 in posameznik 2 urejata svoje interese, svoje cilje v samem sistemu prava, v obligacijsko-pravnem sistemu, tako da določata dispozitivno naravo razmerij oziroma dispozitivne norme, te norme pripeljejo do tako imenovanega izpolnitvenega akta, to pomeni do zaključka pogodbenega razmerja. Udeleženci jasno lahko uredijo svoje obligacijsko razmerje, kot smo rekli, drugače, kot je določeno v zakoniku, če seveda iz te posamezne določbe zakonika ali smisla ne izhaja kaj drugega, kar pomeni, da ne smemo seveda pri izvedbi dispozitivnosti kršiti tako morale, kršiti tako podzakonskih, zakonskih predpisov in pa seveda na vrhu ustave oziroma ustavnih določb. Vse ostalo pa je seveda možno upoštevati v sistemu teh dispozitivnosti narave samih pravnih razmerij. Svoboda urejanja obveznostnih razmerij je seveda ta zadeva oziroma to načelo izhaja že iz dispozitivne narave obveznostnih razmerij, da udeleženci lahko seveda prosto urejajo obligacijska razmerja, predvsem pa je potrebno tukaj seveda upoštevati ravnanje pri izpolnjevanju obveznosti in uveljavljanju pravic. Svoboda urejanja teh obveznostnih razmerij je seveda nekako omejena na tako imenovano sodelovalno dolžnost, kar pomeni, da tako upnik kot seveda dolžnik morata v tem obveznostnem razmerju izvajati sodelovanje oziroma sodelovati med seboj, kar pomeni, da takrat, ko nastane škoda pri eni stranki, čeprav je druga stranka zakrivila to škodo, ta prva stranka, pri kateri je nastala škoda, ne sme prostoročno dvigniti seveda roke v zrak in reči, ok, škoda je nastala, ali celo seveda povečevati to škodo, ampak mora seveda sodelovati z to drugo stranko, da seveda nastane čim manjša škoda. Čeprav ta prva stranka ni kriva za to škodo, ampak mora sodelovati. To pomeni, da je svoboda urejanja obveznostnih razmerij v bistvu nekako zamejena z to sodelovalno dolžnostjo. Primer tega lahko že zdaj omenimo, recimo, da seveda pridete v neko dolžniško razmerje, da seveda niste plačali določenega, bomo rekli, določenega računa in seveda vas upnik terja. Zdaj, večkrat se zgodi, da upnik jasno ima svojo službo za izterjavo in seveda preko te službe tudi izterja. Torej, to je vse normalno. V tem primeru ne moremo reči, da se je povečala škoda. Lahko se pa zgodi, da ta upnik seveda poleg te službe, izterjevalne službe, da to izterjavo odvetniku. S tem se povečajo seveda stroški na vaši strani. To pa je seveda v nesorazmerju z
tem načelom svobode urejanja obveznostnih razmerij oziroma z to tako imenovano sodelovalno dolžnostjo pri seveda sklepanju in pa pri izvedbi pogodbenih razmerij. To je seveda izhaja iz samega zakona, eno je pa na žalost to, kar izhaja iz zakona, drugo pa je to, kar seveda nastaja v praktičnem primeru oziroma pri praktičnem obravnavanju določenih pravnih razmerij v seveda dejanskem oziroma v realnem svetu. Enakopravnost udeležencev v obveznostnih razmerjih. Torej, tukaj se izraža jasno ravnanje pri izpolnjevanju obveznosti in uveljavljanju pravic, s tem, da so v tem primeru udeleženci v obligacijskem razmerju enakopravni. Torej, niso to enaki, ampak enakopravni. V določenem položaju moramo tako enega kot drugega udeleženca gledati enako, kar pomeni, da v tem položaju moramo seveda enakopravno obravnavati tako enega kot drugega udeleženca. Ne smemo dati enemu udeležencu neko prednost pred seveda drugim udeležencem. Vse to je zopet lepo zapisano, vendar v dejanskem stanju pa je vprašanje, oziroma v dejanskem pogledu pa je vprašanje, kako se to izvaja. Ultima maxima bi lahko rekli to načelo vestnosti in poštenja, kar pomeni, da seveda pri sklepanju nekih obligacijskih razmerij in pa izvrševanju teh predmetov oziroma pravic in izpolnjevanju obveznosti morajo udeleženci seveda spoštovati to načelo vestnosti in poštenja. Eden od elementov je tudi sodelovalna dolžnost tukaj, tako da sodelovalna dolžnost ni samo pri tisti svobodi urejanja obveznostnih razmerij, ampak je tudi tukaj pomembna pri načelu vestnosti in poštenja. Torej, načelo vestnosti in poštenja pomeni, da seveda obe dve stranki, ena in druga stranka, se nekako distancirata od tistih negativnih elementov izvajanja obveznostnega razmerja, kar pomeni, da v tem primeru morata tudi v primeru nastanka škode delovati tako, da se ta škoda seveda ne povečuje. Prav tako pa morajo seveda stranke v tem sistemu načela vestnosti in poštenja delovati tudi v skladu z dobrimi poslovnimi običaji in upoštevati te dobre poslovne običaje. Poslovni običaji niso samo mrtva črka na papirju, ampak so tudi zavezujoči, če stranke seveda te poslovne običaje implementirajo v samo pogodbeno razmerje oziroma v sam sistem pogodbenega razmerja, individualni sistem pogodbenega razmerja. Zelo pomemben element je seveda pravni standard, ki se imenuje skrbnost. Udeleženci v obligacijskem razmerju morajo izpolnjevati te svoje obveznosti z skrbnostjo dobrega gospodarstvenika oziroma skrbnostjo dobrega gospodarja. Kaj zdaj to pomeni ta standard skrbnosti? To je objektivni standard. Kako naj bi se obnašala neka tretja oseba v istem položaju? Nekako bi se obnašala naša kontrastranka oziroma če smo mi dolžnik upnik ali pa če smo mi upnik dolžnik, ampak ta naš dolžnik, ampak kako bi se obnašala v nekem konkretnem primeru ta tretja oseba oziroma neodvisna tretja oseba. Skrbnost dobrega gospodarstvenika se upošteva pri gospodarsko-pravnih poslih, kajti ta skrbnost je na višji ravni. To pomeni, gospodarstvenik mora znati več od nekega gospodarja oziroma neke fizične osebe, zato je tudi tukaj skrbnost višje rangirana. Prav tako je recimo pri skrbnosti dobrega gospodarja, se pa sprašujemo oziroma kakšna je ta objektivna skrbnost neke tretje osebe, neke tretje fizične osebe, če bi se našla oziroma če bi se pojavila v takšnem razmerju, kot je to naše razmerje, oziroma če bi nastale določeni problemi v tem našem razmerju in kako bi seveda ta tretja oseba, fizična oseba tudi delovala.
V primeru, da pa imamo neke specialne elemente v pogodbenem razmerju, je pa potrebno seveda upoštevati višjo oziroma večjo skrbnost od skrbnosti dobrega gospodarstvenika oziroma od skrbnosti dobrega gospodarja. Takrat pa seveda upoštevamo skrbnost dobrega strokovnjaka. To pomeni višja stopnja skrbnosti, potem skrbnost po seveda elementu pravnega razmerja in pa skrbnost po običajih, ki se vežejo na ta element pravnega razmerja. Skrbnost dobrega strokovnjaka imamo recimo v gradbeništvu pri nadzornikih, recimo pri inženirjih, pri projektantih, to pomeni višja skrbnost od neke povprečne skrbnosti dobrega gospodarstvenika. Skrbnost je zelo pomembno načelo v obligacijskem pravu. Dostikrat je problematično to načelo zaradi tega, ker imamo tukaj seveda tisto tretjo osebo, kako naj bi tretja oseba delovala. Zelo težko je to načelo upoštevati v smislu dokazljivosti, ampak vseeno ga moramo upoštevati v sistemu obligacijskega prava. In večkrat je to seveda to načelo skrbnosti tudi uporabljeno v samem sistemu obligacijskega prava. Prepoved zlorabe pravic. Pravice iz nekega obligacijskega razmerja so omejene z nekimi enakimi pravicami drugih, kar pomeni, da je potrebno seveda te pravice izvrševati v kontekstu tako, da ne posegamo v pravice drugih oseb. To pomeni, da ne posegamo na izvrševanje pravice teh drugih oziroma lahko bi rekli tretjih oseb. Kar pomeni v tem smislu, vsak posameznik se mora vzdrževati ravnanja, s katerimi bi bila otežena izpolnitev obveznosti drugih udeležencev. Seveda za navidezno izvrševanje te pravice pa seveda gre takrat, če nosilec ravna z izključnim ali očitnim namenom, da bi drugemu škodoval. S tem, da seveda izvaja to svojo pravico, ki jo ima seveda v smislu tega našega obligacijskega sistema oziroma obligacijskega prava, to pravico v bistvu izvaja tako, da preide na področje izvajanja pravice tretjih oseb ali pa pravice drugega subjekta. In v tem primeru prekorači ta pooblastila, ki jih ima z tem načelom prepovedi zlorabe pravic. Enaka vrednost dajatev. Zdaj v obligacijskem pravu smo rekli, imamo različne vrste izpolnitve. To pomeni, imamo pozitivne izpolnitve in pa negativne izpolnitve. Zdaj pri sami izpolnitvi na eni strani imamo izvedbo nekih aktivnosti ali izvedbo nekih storitev, na drugi strani pa imamo seveda plačilo za to izvedbo nekih aktivnosti oziroma izvedbo nekih storitev. In če imamo jasno dvostranske pogodbe, izhajajo seveda te stranke, teh dvostranskih razmerij iz načela enake vrednosti teh vzajemnih dajatev. Zdaj, možna so odstopanja od določene te simetrične vrednosti samih dajatev. Ta odstopanja so lahko nekje 5 do 10%. Relevanca oziroma relevantni element pa je seveda tržna cena. To pomeni, da najprej moramo pogledati, koliko bi lahko bila realna tržna cena na trgu in na osnovi te tržne cene potem lahko seveda določimo to vrednost dajatev oziroma vrednost izpolnitev v pogodbenem razmerju. Kot smo rekli, možna je določena diskrepanca tam plus minus 10%, več pa bi lahko že prišlo do upoštevanja oziroma do aktiviranja obligacijsko-pravnega instituta čezmerne dajatve oziroma čezmernega prikrajšanja. V tem primeru jasno moramo upoštevati pravila, ki se vežejo na to čezmerno prikrajšanje. Prav tako je seveda tukaj določena tudi prepoved ustanavljanja in ustvarjanja in pa izkoriščevanja monopolnih položajev. V monopolnem sistemu omejevanja konkurence imamo seveda horizontalne monopole, kjer se družbe skupaj združujejo, da bi dosegle na trgu monopolni položaj, ali pa vertikalne
monopolne položaje oziroma vertikalno združevanje, v tem primeru, da se seveda združujejo tako na eni strani naročniki kot na drugi strani ponudniki skupaj v nek konzorcij, da seveda lahko izkoristijo ta monopolni položaj na trgu. Izkoriščanje in pa ustvarjanje monopolnih položajev pa je seveda v tem našem sistemu prepovedano. Mogoče, če ste gledali tole na mojo predstavitev javnih naročil, sem tam v bistvu predstavil ta monopolni položaj pri ponudnikih z primerom in vidite, da če boste pogledali tisto predstavitev, boste videli, da je zelo, zelo težko te monopole najprej raziskati, ugotoviti, da je nastal ta monopolni položaj, predvsem pa je v sistemu javnega naročanja problematično to, ker seveda moramo čim prej izvesti nek predmet pogodbenega razmerja in ti zapleti, kar se tiče monopolnih položajev, nas samo motijo v samem sistemu izvedbe nekega predmeta javnega naročila. No, pa pustimo to javno naročanje mogoče za drugič, za kakšno drugo predavanje. Nadaljujemo z tako imenovanim latinskim izrazom, ki se veže na osnovno, bazično pravilo oziroma bazično načelo samega obligacijskega prava, to je agreements must be kept, kar pomeni pacta sunt servanda. Dolžnost izpolnitve obveznosti. Udeleženci v samem obligacijskem razmerju so dolžni izpolniti svojo obveznost, odgovarjajo za njegovo izpolnitev, obveznost sama pa jasno ugasne samo z soglasno voljo udeležencev v obligacijskem razmerju, ker udeleženci sami ugotovijo, da ni več razlogov za izpolnitev ali pa da je seveda izpolnitev izvedena v skladu z pogodbenim razmerjem oziroma v skladu z pravili iz samega pogodbenega razmerja, ali pa lahko obveznost jasno ugasne tudi na podlagi samega zakona. Kako ugasne na podlagi zakona je zapisano jasno ali v panožni zakonodaji ali pa v generalnem aktu oziroma v generalnem zakonu, to je obligacijski zakonik. Nadalje, seveda, prepoved povzročanja škode. Vsak je dolžan, vsak posameznik v pogodbenem razmerju je dolžan zdržati se ravnanja, s katerim bi seveda drugemu povzročil neko škodo. Prav tako mora seveda vsak posameznik izvajati sodelovanje v obveznostnih razmerjih. Prej smo omenili, kaj se lahko zgodi v primeru, seveda, če ne sodelujemo oziroma če posameznik ne sodeluje tudi v škodnem slučaju oziroma v škodnem primeru. Sodelovalna dolžnost ne preveva samo tisti prvo načelo, ampak celotna vsa načela obligacijskega prava. Zdaj, kaj je seveda škoda oziroma kdaj nastane škodni dogodek, ki je posledica oziroma ki je podlaga za odškodninsko obveznost? Pri odškodninski obveznosti je potrebno seveda upoštevati 4 elemente. Najprej je to škodni dogodek, to je tisti dogodek, ki je povzročil škodo. Škoda je seveda zmanjšanje vrednosti določene izpolnitve ali določenega predmeta izpolnitve. To zmanjšanje vrednosti se lahko deli na dejansko škodo, to je dejanska škoda na predmetu, oziroma na izgubljen dobiček. To je tisti dobiček, ki bi se lahko pridobil, če seveda ne bi prišlo do škodnega dogodka. Zdaj, kdaj je dejanska škoda, kdaj je izgubljen dobiček in dejanska škoda v sistemu škode, pa je potrebno od posameznega obligacijskega razmerja upoštevati, to pomeni, kaj je dejansko kauza oziroma kaj je element tega konkretnega obligacijskega razmerja. Torej imamo škodni dogodek, imamo škodo, med ta škodni dogodek in škodo je potrebno seveda vzpostaviti neko vez, neko povezavo. In to je tako imenovana identična vzročna zveza. To pomeni tista vzročna zveza, ki je pripeljala do škodnega dogodka in je seveda škodni dogodek tisti vzrok, da je seveda nastala škoda. Torej imamo tretji element, vzročno zvezo. Četrti element je pa odgovornost. To je lahko subjektivna ali pa objektivna odgovornost. Pri subjektivni odgovornosti moramo dokazati krivdo
negativen psihični odnos do predmeta izpolnitve oziroma do predmeta pogodbenega razmerja. Zdaj, najvišja stopnja krivde je naklep, potem imamo nižjo stopnjo krivde, malomarnost, ki se zopet deli na večjo ali pa na manjšo malomarnost. To je, kar se tiče subjektivne odgovornosti. Objektivna odgovornost je pa odgovornost stvari, ki so v naši posesti oziroma v naši lasti. To pomeni vzročna odgovornost nas kot lastnikov neke nevarne stvari. Recimo, zdaj sicer ni zima, ali pa recimo bomo rekli po teh neurjih, ki so bila prejšnji teden, recimo mi smo kot lastniki stavbe odgovorni, če kakšna opeka pade jasno na pločnik in s tem poškoduje tretje osebe. Opeka sama je sicer dejansko vzrok za nastalo škodo oziroma za nastalo nesrečo, ampak ker opeka je predmet, nima subjektivne odgovornosti, smo mi objektivno odgovorni kot lastniki, da zaščitimo to stvar oziroma zaščitimo streho tako, da opeka oziroma strešnik ne bo padal na pločnik in s tem poškodoval ljudi na tistem teritoriju. Torej, objektivna odgovornost za vzročno posledico delovanja nekih stvari oziroma delovanja tistih stvari, katerih mi smo posestnik oziroma katerih mi smo lastnik. To je, kar se tiče načela prepovedi povzročanja škode. Mirno reševanje sporov. Udeleženci v obligacijskih razmerjih si morajo jasno prizadevati, da rešujejo te spore z posredovanjem, z usklajevanjem oziroma na neki drug miren način. Kako zdaj to rešujejo? Namreč, ko pride do spornega elementa, ko pride do spora med enim in drugim posameznikom v obligacijskem razmerju, ne smemo takoj leteti na sodišče, kajti sodišča so tista zadnja inštanca. Vemo, da na sodišču imamo seveda velike stroške, sodišče počasi odloča, mi pa seveda moramo imeti takoj odločitev oziroma želimo takojšnjo odločitev oziroma čim prej odločiti o samem sporu. Najprej seveda gremo do te sporne stranke in ugotovimo, zakaj je prišlo do kršenja pogodbenega razmerja. Če ne moremo to rešiti tako, imamo možnosti alternativnega reševanja sporov. To pomeni, ali imamo mediacijo, ali imamo koncilacijo. Pri mediaciji in koncilaciji imamo mediatorja, ki združuje eno in drugo stranko s tem, da on ne reši spora. Stranke same rešujejo spor, on pa samo sodeluje pri reševanju tega spora s tem, da približuje interese ene in druge stranke. Pri arbitraži je že malo višja zadeva oziroma že malo višja stopnja reševanja spora, kjer arbiter tudi zbližuje te dve stranki, vendar on odloči, kako bo seveda spor bil rešen. Sodišče pa jasno imamo kontradiktorni postopek, ena stranka izrazi določeno stanje oziroma predstavi sporno stanje, druga stranka lahko predstavi svoje sporno stanje in sodnik potem odloči o tem, kdo seveda ima prav oziroma kdo nima prav. Torej, zadnja inštanca sodišče, prej pa seveda v samem alternativnem reševanju sporov se reši takšen spor. V obligacijskem pravu dostikrat imamo, recimo v gradbeništvu, imamo tako imenovana pravila FIDIC, ki že med samim izvajanjem predmeta pogodbe rešujejo sporne določbe oziroma sporne položaje v samem pogodbenem sistemu. Recimo, tukaj je inženir kot prva stopnja reševanja sporov, kjer on sam odloči oziroma da določeno pravilo, potem seveda da določeno soglasje v samem sistemu med naročnikom in pa izvajalcem in že v sami izvedbi predmeta v bistvu se rešujejo sporne zadeve oziroma sporni elementi. Ne čakamo na prevzem izpolnitve, ampak že v samem sistemu izvajanja izpolnitve oziroma izvajanja predmeta pogodbenega razmerja rešujemo zadeve. V nadaljevanju imamo pri FIDIC-u tudi komisijo za reševanje sporov kot drugostopenjski organ, torej še preden pridemo na tisto koncilacijo, še preden pridemo na arbitražo in nadalje na sodišče, lahko rešimo spor znotraj samega sistema
pogodbenega prava oziroma znotraj samih pogodbenih obveznosti med naročnikom in pa izvajalcem. To je tako imenovana FIDIC sistem reševanja sporov. Samo omenimo tukaj kot primer dobre prakse mirnega reševanja sporov. In pa na koncu jasno, vseh pogodbenih položajev v dejanskem stanju ne moremo seveda nekako ukalupiti v en zakonik ali pa v en sistem zakonodaje, zato imamo seveda poslovne običaje in pa uzance. Uzance so uskupinjeni poslovni običaji na določenem panožnem področju. Vsi ostali poslovni običaji so seveda tipizirani elementi delovanja na določenem področju in če seveda stranke sprejmejo te poslovne običaje oziroma uzance v sam sistem pogodbenega razmerja oziroma v sam sistem pogodbe, so seveda za tisti del oziroma za tisti sistem pogodbenega razmerja tudi obvezni oziroma obligatorni. To pomeni, in ena in druga stranka se morajo seveda prilagajati oziroma upoštevati te poslovne običaje oziroma poslovne uzance. Torej, tako, s tem smo ta kratek del, ki se veže na načela pogodbenega prava, tudi predstavili. Kot sem rekel, sam priročnik je zasnovan tako, da je res priročnik, kar pomeni, da je res v bistvu praktični del močno izražen v samem priročniku. Imamo določen teoretični del, ki se veže na seveda institute pogodbenega prava, vendar tista pozitivna lastnost oziroma tisti element, zaradi katerega bi vam seveda priporočal, da ga seveda pregledate oziroma kupite, je pa seveda ta praktični element. Mislim, da je, kar se tiče pogodbenega prava, veliko v knjigah zapisanega tistega teoretičnega dela, zelo malo pa imamo tega praktičnega dela. Pravzaprav pri vsakem institutu tukaj v tem priročniku imamo seveda zapisan tudi praktični del oziroma primere, ki seveda se oblikujejo oziroma ki obrazložijo sam institut pogodbenega prava. Torej, kot smo rekli, v maju, začetku junija je izšla ta knjiga oziroma ta priročnik, maju je bil zaključen z vsemi pregledi, v juniju je bil izdan je bil na platformi kobo.com, cena je primerna, 39,90, če gledate druge priročnike, predvsem priročnike Uradnega lista Republike Slovenije ali pa GV Založbe, gredo cene, ne glede na to, kakšen je sedaj finančni položaj v nebo, takšni priročniki bi tam bili sigurno tam nekje 120-150 evrov. Torej, število strani 230, toplo vam priporočam, vsi tisti, ki se ukvarjate z pravom, z obligacijskim pravom, z gospodarsko-pravnimi posli, odločite se in seveda kupite ta priročnik na tej platformi Kobo. S tem bi seveda jaz zaključil z našim današnjim srečanjem, z seveda povabilom, da spremljate te naše dejavnosti na Facebooku, na internetu, na YouTubeu, pa tudi kako drugače, kajti imeli bomo še nekaj priročnikov. Ravno v petek je bil dan v pregled na kobo.com priročnik davčnega menedžmenta, kjer imamo tudi veliko praktičnih primerov, tako imenovane davčne matematike. To pomeni, da mi z nekimi davčnimi oziroma z izračuni v samem sistemu davčnega prava določimo oziroma predstavimo določene davčne institute davčnega prava. V jeseni bomo pa seveda pripravili tako priročnik o ustanavljanju in pa seveda upravljanju gospodarskih družb, upravljanje z nepremičninami in pa še en priročnik, ki se veže na upravljanje javnega sektorja. Objavili smo že priročnik upravljanja zasebnega sektorja, sedaj bomo pa predstavili oziroma pripravili tudi priročnik upravljanje javnega sektorja. Mislim, da bo ta priročnik zelo zanimiv, kajti javni sektor ima pri upravljanju nekaj podobnosti z zasebnim sektorjem, veliko je pa seveda razlik. In dobro bi bilo seveda vedeti, kje so te razlike in kako reševati
te razlike v konkretnem primeru. Torej, še enkrat hvala za pozornost in se vidimo in slišimo na kakšnem našem srečanju. Hvala.